In napoved tega dela, naslednjega, se pravi, imamo interaktivno delavnico, Vitke rešitev v koraku z digitalizacijo, Miha Vedenik, Clean rešitve in pa Mitja Gnezda, EBM Pubs Slovenija. Zadeva bo zelo fajn speljana, velike ene tehnike, bomo imeli HoloLens, v katerem bo PowerPoint, vse skupaj bomo peljali v Teamse in iz Teamsov v Zoom, tako da boste videli, pa ena taka fajn zadeva. Na začetku pa najprej Miha Vedenik svojo prezentacijo, potem pa preskočimo v tisti malo bolj tehničen del, tako da predajam besedo Mihi. Ok, super, hvala Matej. Da jaz tole postavim. Takole, share. Vidite ekran, je v redu? Vidimo, ja, super. Ok, odlično. Lep pozdrav z moje strani. Danes je, kot je lepo Matej povedal, bo kar zanimiva delavnica. Zdaj, jaz imam eno to dobro nalogo, nekako razgrejemo ozračje za tisto, kar sledi, ker Mitja je danes res, mislim, da zvezda, da bo predstavil, kako se v praktičnem, oziroma kako se praktično uporablja ta virtualna očala. Še prej bomo po majčkem pogledali stvari, ki se v proizvodnji dogajajo pri njih, to se pravi v EBM Pubstu, kako uporabljajo različne metode in kako so potem prek te vitke miselnosti, ko je bilo v prejšnjih predavanjih zelo dobro razloženo, kako uporabljajo potem to miselnost, da so prišli nekako do virtualnih očal in kako rešujejo probleme z njimi in kakšni so uspehi. Zdaj čisto na kratko samo majčke naše podjetje, to se pravi v našem podjetju se, kot je prej lepo Peter pa ostali, tudi mi se ukvarjamo s svetovanjem, vpeljujemo vitke procese v proizvodnjo, v logistiko vedno več, srečujemo se pa pri naših strankah z vedno večjimi izzivi, kar se tiče digitalizacije, zato ker vse te stvari, kot so bile pred časom papirnate, se zdaj želijo vpeljevati digitalno, kar je seveda prav in tudi prav je tudi, da ne pozabimo na človeka v tej vlogi, ker gora podatkov, ki jih podjetja zbirajo, potem morajo rezultirati v neko vitkost, v neko rešitev, ne. To je zelo pomembno vedeti. Zdaj naša ekipa je majčkeno večja ekipa, tudi mednarodna, pomeni, da sodelujemo z različnimi partnerji v tujini, v Sloveniji, pokrivamo manjše projekte, večje projekte, nekaj naših referenc, podjetja, bom rekel, kar veliko vlagajo v digitalizacijo, ampak opažamo, da dosti podjetij potrebuje še najprej vitke procese, tako v proizvodnji, v logistiki, kot tudi v administraciji, da sploh potem lahko te digitalne rešitve korektno uporablja in da tiste digitalne rešitve potem prinesejo tudi kakšen rezultat. Zdaj, en tak primer si bomo danes pogledali, to je v podjetju EBM Pubst, ker bo Mitja točno to prikazal, kako na eni strani odpravljajo tehnične težave z virtualnimi očali, na drugi strani kako prevzemajo stroje. Mislim, da glih v obratnem vrstnem redu, bo Mitja potem točno povedal, ampak še prej bi pa jaz, preden začnemo, zdaj vedno rad vprašam publiko tele stvari. Zdaj, tole je ena taka splošna znana stvar, ampak tukaj bi jaz Mateja za en pool, da vprašamo sodelujoče majčkeno mnenje, kje je vaše podjetje, ne. Tukaj lahko zberete med tradicionalno miselnostjo v vašem podjetju oziroma tradicionalnim vašim pristopom, kako ga ocenjujete za celotno vaše podjetje, ali je bolj nekje vmes, ali je pa že bolj v smeri vitkosti. Zakaj to sprašujem, ne? To je zelo pomembno na začetku, ker se moramo zavedati, da kakšni so cilji podjetja, ne? Vsi tisti primeri, ki so jih prejšnji predavatelji povedali, je zelo pomembno, da se podjetje zave, kam grejo, ne? Ali premagati konkurenco, kar je prej zelo dobro povedal, tisto shark mišljenje, ne? Uničiti nasprotnika, pojesti ga, najmočnejši na vrhu, ne? Ali je bolj vitko mišljenje, da je timsko, kar je tudi Peter prej lepo predstavil, ne? Kako pomembni so tisti, v bistvu tudi jaz se zelo strinjam s tem, da so hrbtenica vsake vitke proizvodnje, vsakega vitkega podjetja, team leaderji, vodji skupin, ker konec koncev oni nosijo vsa bremena vsega tega izboljševanja, ne. Kultura, kakšna je kultura podjetja, ne. Rešujemo problema ali jih samo gasimo, nešteto podjetij v Sloveniji še vedno navajeno gasiti in kar mene dostikrat skrbi je potem, da uživajo v tem, da radi gasijo, da ustvarjajo potem nekako to nešteto kriz, nešteto problemov, ki jih potem... Miha, smo nekje na 45% odgovorov, tako da dal zdaj kar end pa pokazal rezultate. No, super, da vidimo.
Nekje vmes, ok. Nekako iskreno sem to pričakoval, no me pa že zelo veseli, da je kar 26% vas je izbralo, da je vaše podjetje, vaša miselnost, vaši pristopi, da so vitki, kar je super. Nekje vmes je pa točno tisto, kar tudi v Sloveniji, bom rekel tudi od regije, kasneje vam bom pokazal tudi po regijah, kako je to razdeljeno, zelo, zelo različno, tako da hvala za tole vprašanje. Zelo je pa pomembno, kako se loti tega vsega skupaj, Zdaj, kupiti neka očala in potem pričakuješ, da bo stvar vitka oziroma da bojo stvari delovale, je še kar nekaj korakov prej. Miselnost ljudi, eni so navajeni delati navade izpred 40 let, 30 let, eni so mladi, zagnani, kako te obdržati, jih vključiti v take izboljšave. Zdaj tudi Mitja bo kasneje povedal, da večina mladih vzdrževalcev, tehnologov so navdušeni nad te tehnologijo, in to je zelo pomembno, kako podjetje zna to upeljati, te izboljšave. Zdaj, nekaj je še pa treba tudi zelo povedati, da vse te stvari tudi v EBM Pubstu, kar vam bo Mitja predstavil, se dopolnjujejo. Nobena stvar, nobena metoda, kako jo imenujete, nima veze, se ne izključuje. In to je ena taka sploh pač zelo dobra stvar za prikazati, da se ne glede kaj delate, ne glede katero metodo uporabite, jo morate gledati kot celoto. In na podlagi teh metod, ki jih že imate, kako jih lahko digitaliziramo, seveda digitalni dvojčki za marsikatero od teh stvari, potem razna očala, razni pripomočki, spet za drugo metodo. In to je, bom rekel, kar velik pritisk na tiste projektne vodje, ki to delajo, kar velik miselni zalogaj za celotno podjetje, da lahko potem te stvari korektno uporablja. Zdaj, doskrat pa potem v podjetjih, kje začeti, še vedno pravila so vse posod enaka, na začetku zelo preprosto z osnovami. Virtualna očala, ki jih boste lahko danes videli z res tronivojsko kompleksnostjo, kot je Matej prej predstavil, so plod nekega dela, nekega preteklega dela, da so prišli do tega, začeli pa z osnovami, urejenost delovnih mest, komunikacijo na delovnih mestih, kazalnike postaviti, reševanje problemov v podjetju, v Cerknici imajo zelo, zelo dober prostor za reševanje problemov, za reševanje kakovostnih težav, kar je tudi Peter prej omenil, A3 reševanje problemov, ki jih imajo. In to so bile vse neke predosnove, predpogoji, da je podjetje potem prišlo do teh očal in da zdaj že z njimi, bom rekel, kar dobro obvladuje procese. Seveda je še to v začetni fazi, ker se bo tudi potem povedano, da je to bil COVID, da je te stvari mečkim pohitril, da so potem lahko te metode prišle oziroma te tehnologije prišle naprej. Zdaj, v tem naslednjem slajdu sem mečkim dlje ostavil. Jaz na terenu, pa tudi moji sodelavci dosti opažamo, bom rekel, kar raznolike nivoje upeljave. Od Primorske pa vse do Prekmurja ali pa od Koroške vse do Bele krajine je nivo razumevanja in upeljave zelo, zelo različen. Tudi sodelujemo z več inštituti, z raznimi fakultetami, ki nam pomagajo pri tem, pri raznih anketah, analizah, te mečkin vidimo utrip trga in zelo zanimivo je standardno delo kot nek standarden proces za lean, da sploh potem lahko definiraš izgube, je kar visoko kotira, kar me veseli. Nekako podjetja se zavedajo, da je potrebno najprej stvari standardizirati, da lahko potem stvari optimiraš. Zelo, bom rekel, to je velik poudarek v podjetjih, kateri so zrasla iz malega družinskega podjetja in zdaj postajajo, mednarodni playerji, postajajo vedno večji, vedno bolj konkurenčni in je to ena osnova, da sploh lahko se razvijajo. Potem vitka logistika opažamo, verjetno tudi vi ostali, da je eden ključnih dejavnikov zadnjega časa, zapravo vitka logistika, kako oskrbovalno interno stvari poštimati in potem tudi v celotni nabavni verigi. Tudi podjetja tukaj so bila kar, bom rekel, zelo so rekla, da še imajo veliko potencialov, ki je to narediti in mi zelo intenzivno pomagamo pri teh projektih, da od oskrbovanja linije do samih skladišč, do vseh sistemov, bom rekel, je to kar ena naslednja faza v Sloveniji, ki se bo zelo, zelo širila, zato ker bo ta globalni push še večji. Tudi smet konec koncev menjave. Jaz vedno vprašam, koliko od nas tule, ko smo na tej konferenci, ima enak telefon. Verjetno bi bilo zelo malo enakih in to je tudi menjave, da so neka realnost in hitre menjave narediti učinkovito stvar
je danes en mus, če želimo biti konkurenčni. Ne? Tiste menjave, ki trajajo 4-8 ur, ki bi lahko trajale po vitkosti 2, 1 ali manj, ne? Govorimo, bojo podjetja seveda mogla iti v te izboljšave. Tudi potem shop floor management, nekje 50% teh sodelujočih je bilo pri tem, da sploh imajo shop floor management, kaj pomeni. Tako so bili prej lepo primeri prikazani, tudi kazalniki postavljeni, table, virtualne, digitalne, ne, da nekje 50% podjetij uporablja sploh te stvari. Ne. Zdaj, kaj šele, da bi te stvari digitalizirali, ne, da bi bila digitalna navodila, da bi se jutranji sestanki, te stoječi sestanki, kot mi pravimo, jutranji stoječi sestanki, da bi se odvijali pri tablah. Ne. Prej smo videli primere dobre prakse, tudi kar pri nas je nekaj dobrih praks, ampak večina podjetij, kar polovica, ne, še vedno potrebuje te stvari. Ne. To je mogoče en tak zelo pomemben dejavnik, da veliko tudi po regijah lahko vidite, da napisali smo v vodilne regije, kar se teh metod tiče, ne, pa tudi malo slabše regije oziroma v tistih regijah, ker zaznavamo, da so te metode nekako, bom rekel, še v porastu oziroma da je potrebno še majčkeno več. Seveda tudi v teh regijah so paradni konji, so podjetja, ki te stvari že zelo dobro vpeljujejo, ampak vseeno je še veliko dela na tem. Zdaj, vse pa, kar te stvari dela, vse te metode, vse te pristope, vse te stvari je pa seveda brez, bom rekel, zaposlenih v proizvodni logistiki, pisarni, ne glede kakšno je vaše podjetje, kakšno obliko podjetje ima, brez njih ni nič. Tudi prejšnja predavanja, ki smo jih poslušali, so bila navezana na to in to je dejstvo. Ne. To se pravi, ljudje aktivno vključiti v te stvari, izboljševati svoje procese, da sami sodelujejo, skupaj si pomagamo, skupaj navdušujemo potem te stvari, da se izboljšuje. To je samo en primer enih par takih delavnic, ki so bile izvedene, ampak to je čist lahko bi še bilo nešteto, samo danes ni namen tega, danes je zgolj namen nekako, kot se neko priprava potem na EBM Pubs, na Mitjovo zgodbo, ampak to je zelo pomembno, ne, ker tudi pol bomo pokazali kar nekih takih rešitev, ki so praktične v proizvodnji in to je en del, kar mislim, da se vsi strinjamo, da brez tega ne gre. In če na eni strani delamo, bom rekel, izboljšujemo procese, je vse za nas tudi prav, da jih proslavljamo skupaj, ne, da jih slavimo, da nagrade, uspehe delimo. Ne. In to je zelo pomembno, da se v podjetju jasno zavejo vizije, jasno, da se zavejo tistega, kar so skupaj dosegli. Ne. Ker dostikrat, bom rekel, v dnevnih situacijah, dnevnih problemih, sploh zdaj v problemih, ki so v oskrbovalnih verigah, je stres v podjetjih čutiti še večji, tudi kadrovski stres glede zaposlovanja se čuti in potem je zelo pomembno, da tudi mi kot zunanji svetovalci znamo pravilno reagirati, znamo motivirati, znamo usmeriti ljudi interno, da veliko dobrih stvari naredijo, veliko, ne, in tudi poudarjajo, da se te stvari lepo izpeljejo. Zdaj, kar je mogoče še tule na koncu, tule bi tudi Matej te prosil, da postaviš vprašanje. Tu vas pa nekako sprašujem, kateri so tisti po vašem mnenju ključni deli, da potem vitkost, digitalna vitkost, navadna vitkost, ni važno samo, da je vitkost, da zaživi. Tu sem vam dal en tak primer, a je to jasna vizija, da je dosti nekje plakatov po proizvodnji, ki jih vidimo v kantinah, se vrtijo stvari, ko prideš v upravo oziroma v pisarne, vidiš vizijo, a je vizija pomembna, potem a je, ne vem, motivacija zaposlenih, kaj mislite, ne, a je plan, konec koncev, ne vem, veliko podjetij ima zelo dobre plane, pa so samo črka na papirju, ne, so samo nekako napisani roadmapi, ki jih potem nobeden ne živi, nobeden ne uporablja, dejansko niso praktični. Vprašam v proizvodni ljudi, če sploh se zavejo tega, najprej vizije, kaj sploh želijo s tem doseči, ne, in potem kak je plan, kaj kdo, zakaj je odgovoren, kako se jaz kot zaposleni čutim odgovornega, da sem zraven. Ne. In konec koncev pri nas je vedno zelo pomembno tudi sledenje, ne, tudi poročanje, tudi kje smo z rezultati, kje smo z mejniki, a se to v Leanu na splošno pri vpeljavi metod, a se to vidi, a se to sledi, a smo, ne vem, preprosto, ne vem, enkrat letno gledamo, tudi v dosti podjetjih potem govorimo o teh koristnih predlogih, tudi prej je bil zelo dober pogovor o tem, ne, kakšni so rezultati, kaj smo dosegli, ne. Pri različnih metodah je to več, ko je metod, več stvari, ki jih izboljšujemo, boljši mora biti pregled, bolj jasno mora biti stvar strukturirana in tudi organizacija postavljena
Evo, nekje na 41% smo, bom jaz zdaj ugasnil tole, da vidimo. Konec koncev je pa zelo pomembno. Aha. Jasna vizija vodstva in zastavljeni cilji. So zelo dobro, da je pravilno seveda bi, verjetno se boste strinjali z mano, da so pravzaprav vsi trije. Vsi trije so pomembni, ker konec koncev, kdo je bolj, kdo je manj, zaposleni, motivirani zaposleni, to je osnova, kako jih motivirati, da jih vključiš, da jim daš občutek, da ni samo tistih jasnih navodil, ampak da lahko sam aktivno sodeluje pri tem, da vidi spremembe. Seveda, bom spet rekel, nekje tisto pravilo od 10 zaposlenih, eden je zato zagotovo motiviran, 7 jih nekako sledi, in 2 sta pa tista, jaz temu rečem, godrnjavčka, ki bo ta vedno ostala godrnjavčka pri teh stvareh, in to je zelo pomembno v podjetju, da se zavejo, kdo je tisti eden, tule pri EBM Pubstu boste videli, da eden od tistih je Mitja, ki je zelo motiviran za to in vam bo tudi zelo dobro zdaj v nadaljevanju to stvar predstavil. Jasna vizija je pomembna, zato ker ko pridejo težki časi, ko pridejo tisti dnevi, ko so se kaj pokvari, se povišajo naročila, neplanirano se kaj zgodi, je treba imeti jasno vizijo, da hej, delamo za to, trudimo se za to, da te stvari dosežemo. Kot je Peter tudi prej zelo dobro predstavil, rezultati po letih vpeljave Leana se potem vidijo. In enako je pri nas, pri podjetjih, kjer jim pomagamo, se potem vidijo ti merljivi rezultati. In konec koncev, tule pa še zelo pomembno potem tudi, da se podjetja preverjajo od zunaj, ker biti najboljši, bom rekel, pa sam pri sebi je, bom rekel, ni nekako, če te pa zmerijo če so obiski kupcev raznih inštitutov, da te preverjajo, je pa to za podjetje še toliko bolj pomembno pri vpeljavi tega, pri vpeljavi vitke proizvodnje, da potem podjetje raste lepo naprej. In zdaj v tem delu bi jaz predal besedo naprej, ker mislim, da bo zdaj prišel tisti trenutek, kjer boste lahko videli 4-nivojsko prikazovanje predstavitve. Tako da upam, da boste... Bom jaz zdaj malo razložil, zakaj gre. Hvala, Miha. Miha, ti daš sharing off. Pa samo tako, da boste vedeli, tega po moje vi še niste doživeli, tudi mi delamo dejansko ta cel setup prvič. Kar bom jaz zdaj naredil, jaz bom shareal, se pravi jaz, na svojem računalniku bom shareal Teams-e, Teams-e verjetno poznate. V te Teams-e noter je priključen HoloLens, to je ena taka zadeva gor, boste videli, hmalo Mitja bo tele, evo ga, tukaj je, on skozi ta HoloLens, ki je v Teams-ih, ki ga bomo zdaj videli v Zoomu, gleda v svojem tem augmented 3D realityju svoj PowerPoint pa svoje video, ki nam ga pokazati. Tako da to boste zdaj gledali, samo da boste videli, zakaj je to 4-nivojsko. Mi smo to seveda stestirali, zadeva se je obnesla, tako da evo, zdajle bom jaz to naredil še. Upam, da vi na svoji strani vidite točno to. Se pravi, kar zdaj gledate, je pogled od Mitje Gnezda, ki ga gleda skozi HoloLens. In boste videli, na eni strani imate kamero v Zoomu, kjer vidite, da ta soba je praktično prazna, v smislu ni tega, kar vidite na sliki, tako da te stvari so dodatno vgrajene. Zdaj bom pa kar predal besedo Mitji. Pozdravljeni. Jaz upam, da me slišite dobro. Slišimo dobro, vidimo dobro oboje, vidimo, kaj vidiš skozi HoloLens in vidimo tudi tebe, ko hodiš po sobi z temi očali gor. Super, jaz najprej hvala Mihatu za dober uvod. Zdaj jaz res upam, ker je to tudi za me prvič malo za tako predstavitev belo v digitalni obliki. Upam, da bo tehnologija špilala, kakor mora, da ne slišite kakšnih odmevov in jaz bi vam zdaj na hitro malo predstavil predstavitev, ki je dejansko videti skozi moje oči v virtualni resničnosti. Kakor je Miha prepovedal, v glavnem jaz sem Mitja Gnezda, vodja industrijskega inženiringa v EBM Pubstu. Tukaj pred mano vidite neko krajšo predstavitev, ki jo bom probal predstaviti, kakor jo vidim jaz. Čist na kratko bom rekel, EBM Pubst je velika grupacija na svetu. Začetki te grupacije leta 1963, vmes se je kar nekaj stvari seveda dogajalo, mogoče večja stvar leta 2003, ko so se te nemške lokacije naše združile pod dejansko še vedno trenutno brand EBM Pubst. Bom pa preskočil, kdaj se na naslednji slajd. Jaz upam, da to vidite tako kot jaz. Nekaj
osnovnih informacij glede naše grupacije. Torej, vidite, letno prodajo neko za lansko poslovno leto 2,2 milijarde evrov. Naša grupacija zaposluje cirka 14,5 tisoč zaposlenih, od tega se kar nekaj da v expenditure za razvoj. Lansko poslovno leto 124 milijonov evrov ter grupacija kar nekaj svojega kapitala nameni tudi za investicije, kar mislim, da to je tudi zelo pomembno. Zdaj, EBM Paps posluje v 26 proizvodnih lokacijah in dodatno ima 51 nabavnih prodajnih ofisov. Mitja, en komentar smo dobili samo tlele, verjetno je malo Tukaj lahko začala pa vidite malce zares. na zaslonu, kje smo stacionirani. Kot vidite, lahko je EBM Paps praktično stationiran tako v Evropi kot v Ameriki in v Aziji. Seveda, za nas pomembno tukaj so naše lokacije Slovenija in Srbija. Da pa predstavim, kako se je začela ta zgodba v Sloveniji. Leta 1993 je dejansko takratni EBM Paps odkupil delež od Rotomatike in je v Spodnji Idriji postavil Idrija Motors. Leta 2001 smo se iz Rotomatike v Spodnji Idriji selili na lokacijo v Podskrajniku. In seveda 2002 se je začelo nekako to trenutno proizvodno lokacijo, ki jo imamo sedaj še vedno tukaj na lokaciji v Podskrajniku. Tukaj par, kako smo rasli. Najprej lahko vidite, tukaj smo odkupili en del trenutne takratne infrastrukture. Naprej leta 2003 se je investiralo zaradi povečanja produktov in širitev proizvodnje v dodatno proizvodno halo. Tukaj lahko vidite recimo tudi neko sliko, kako še vedno oziroma podobno izgleda sedaj. Vmes se je veliko dogajalo, prihajali so novi produkti, dodatna naročila in že leta 2007 je bila potrebna investicija v novo proizvodno halo, takratno mi rečemo stavbo C. Tukaj lahko vidite, se je stavba gradila leta 2007. Se malo opravičujem, malo sem še se učim, tudi jaz. Je pa ni minilo veliko, dodatni 4 leta, ker smo ponovno razširili svoje prostore z trenutno našo zadnjo stavbo, ki je bila zgrajena leta 2015. Tukaj lahko vidite, da smo praktično se širili v območju, kjer je podjetje imelo prostor. Zelo pomemben nek prelom tudi za nas, to je bilo praktično takrat, ko smo postavili zadnjo našo proizvodnjo halo. Tistega leta se je dejansko tudi Idrija Motors uradno preimenovala v podjetje EBM Paps. Mogoče eno sliko, kako izgleda naša lokacija iz tlorisa v Podskrajniku. Torej, tukaj lahko vidite to, tukaj so vse naša poslopja. Velikost lahko vidite nekaj več kot 52 tisoč kvadratnih metrov, od tega pokritih površin slabih 19 tisoč, proizvodnje 10 tisoč in logističnega centra, ki ga imamo tukaj na tej strani, nekaj slabih 4500 kvadratov. Da povem še na kratko nekaj o produktih. Predvsem lokacije tukaj v Podskrajniku v Sloveniji in naša podružna v Somborju delujemo na produktih za belo tehniko. Predvsem najbolje je, da vam pokažem dejansko tudi v živo. Tukaj sem pripravil nekaj produktov, ki jih prodajamo, ki jih imamo.
Naprimer, tukaj neke tangencialne, radialne ventilatorji za vzročni zrak, ventilatorji z AC motorji za pečice. Tukaj mogoče poznate oziroma si lahko mislite, da gre tukaj za neke črpalke. Take črpalke so vgrajene v pomivalnih in pralnih strojih. In tja, Imamo tudi razne tangencialne ventilatorje tehnologije AC, kakor naprej tudi tehnologije DC in bolj učinkovite. Ti ventilatorji se uporabljajo predvsem v konvekcijskih pečicah. Imamo pa tudi še program za heating tehnologijo. Tukaj lahko vidite en primer produktov, ki smo jih začeli pri nas proizvajati 2 leti nazaj. To sta produkta plinska ventila, katera sta pol vgrajena v heating program, ki ga izdeluje matično podjetje v Landshutu. Tako, na kratko predstavitev podjetja, zdaj bom pa samo probal pokazati naše praktične primere. Zelo podobno, kar je Miha prej in kolegi, ki so tudi prej predavali, lean rešitve, ki jih pač poskušamo integrirati in potem tudi izvajati v samem podjetju. Zdaj, kar mogoče bi jaz tudi poudaril, je, da poleg motivacije zaposlenih je seveda zelo pomembno tudi samo informiranje zaposlenih. Tukaj se zelo veliko trudimo, imamo tudi veliko podporo strani naše matičnega podjetja, da vsi zaposleni res dobijo informacije, kaj se dogaja v podjetju oziroma kakšne so smernice in cilji redno, in da vsekakor se proba delodajalec potruditi, da dobijo zaposleni informacije up to date. Tukaj lahko vidite par primerov. Imamo redno plakate, ki so izobešeni po naših prostorih, po podjetju, razne table, lean table, kjer so informacije in letaki za vitke procese, kot je 5S, 8 izgub, TPM varnost, ter tukaj tudi primer, kako recimo taki letaki izgledajo na to fizični obliki. Seveda, kot so prej povedali tudi kolega Miha, je ena stvari tudi pomembna, da se sledi dnevno, mesečno ciljem, ki so podani. Pri nas imamo vpeljane neke dnevne sestanke. Tukaj lahko vidite eno izmed naših, na sliki, eno izmed naših prostorov, mi rečemo modre sobe za sestanke, kjer se ekipe zjutraj dobijo na nekih shop floor sestankih, kjer preverijo aktivnosti, katere so se zgodile prejšnji dan oziroma da se dogovorijo za aktivnosti, ki bodo potekale tisti dan. Tukaj lahko vidite določene informacije, ki smo jih uspešno digitalno zajeli z naših strojev, in to tudi poskušamo za samo analizo v proizvodnem procesu na to izkoristiti za boljše delovanje. Nekaj primerov, veliko slik takih ste danes že videli, ampak mogoče kakšna pride prav vseeno. Uporablja se seveda, kakor je 5S govori, je, da se nekako vse, kar potrebuje, nekako da na svoje mesto, zato da uporabniki vedno vejo, kje to iskati. Tukaj lahko vidite, kako recimo so možnosti označbe talnih oznak za materiale. Vsi poznamo veliko variant, kako se pospravi orodja, da imajo svoje mesto, kako se mogoče tukaj, ker imamo tudi transportne vozičke, da se z dodatnimi
bom rekel, pripomočki vozičkom dejansko sfiksira položaj, ne glede na to, da je premičen, ter nek primer čistilne točke, ki jo na to zaposleni uporabljajo pri čiščenju svojega delovnega mesta. Druga izmed vitkih metod, ki jih uporabljamo pri nas, danes vseh seveda ne bom predstavil, je tudi neko avtonomno vzdrževanje. Sam sem izpostavil to, ker mislim, da to je ena stvar, kjer je upam, da se slišimo. Ja, majčkrat smo te izgubili, ampak zdaj je v redu. Zgleda, da preveč govorim, so se očala malo segrela. Samo sekunda, da se stvar povrne. V redu je, te slišimo. Mitja, mislim, da te slišimo, imamo pa verjetno en drug problem, da ti nas ne slišiš, tako da mi te zdaj spet slišimo v redu. Me slišite? Ja, mi te slišimo. Super. Ok. Zgleda, da bo treba malo počakati, da očala se malo ohladijo, da bomo lahko nadaljevali. Nehote delamo stres test HoloLensa, zdaj le tukaj v živo. Prvič. Mogoče vmes, dokler se mi prezentacija ponovno ne zažene, mogoče ste opazili, da sem si tukaj pripravil nek prostor, malo za hec, malo za res. Verjamem, da tukaj vidite, da me lepo nad mano leti nek Space Shuttle. Dobil sem tudi pomoč helikopterja, zraka, ter kot lahko vidite, postavil nekaj blueprintov, slik, ki mi dejansko tukaj sedaj v virtualnih očalah nekako naredijo prostor in tudi, kakor upam, da ga sedaj vidite tudi vi. Vidimo, Mitja, ko so se z Mitja to pripravljala, jaz dejansko, ajde za to žogo, ampak nisem vedel točno, kjer plakat je zares ta prav na zidu, kjer ga je on dal, recimo tudi tole sem mogel vprašati na mizi, glede, kaj gleda desno, če pogledaš, Mitja, na mizo tamle, ne, sem ga prav vprašal, je ta plakat, ne, v augmented reality, je resničen, ne. Tako dobro smo že tle, to za rožo se vidi, nekaj je čez, ampak tako se da ene stvari dati noter v sobo, za katere mi v bistvu ne vemo, a so res ali ne, tako da. Evo, da umaknem rožo, ker ta je, plakat pa moram le ročno premakniti. Tako. Evo, super. Da pridemo nazaj, zgleda, da tudi HoloLens še niso bile pripravljeni za tako predstavitev. Se vrnem nazaj na stran predstavitev, kjer smo prej ostali. Torej, ja, avtonomno vzdrževanje. Zdaj, tukaj smo mi nekako to nastavili tako, da smo standardizirali določene dokumente, kjer so se napisali aktivnosti za samo kontrolo na nivojih operaterjev, vodij skupin, na to v višjih nadaljnjo za vzdrževanje, ter tudi za določene primere, recimo čiščenja. Tukaj mogoče vidite, kako izgleda nek standarden dokument, kjer imamo to definirano, na katere opremi se ta aktivnosti izvajajo. Poleg tega se definira obdobje, kakšni so kriteriji pregleda in kdo to izvaja. Da je pa to še bolj vizualizirano za naše zaposlene, se pa tudi tukaj lahko vidite primer slike na enem našem stroju, kjer je recimo točka, katera je definirana v samo planu samozdrževanja, tudi jasno označena, tako da je lažje za operaterja oziroma tisti, ki to točko izvaja, da najde to dejansko na sami opremi. Skupaj z samozdrževanjem seveda pride tudi nek nadzor nad rezervnimi deli. Kot veste, je, da lahko proizvodnja nemoteno obratuje, je potrebno imeti nek sistem,
da v primeru nekih izpadov na opremi, da se lahko hitro in učinkovito popravi, če seveda imamo tiste dele na rezervi. Naš primer pri nas lahko vidite tukaj pred mano, uporabljamo neko aplikacijo, kjer se definira tiste kritične rezervne dele, katere se nato fizično tudi pospravi na lokacijo poleg opreme, in v tem primeru imamo samo vsaj nekaj več možnosti, da stroj v primeru okvare tudi hitro popravimo. Tukaj bi vam pokazal še par slik dejanskih delovnih mest, ki uporabljamo tudi ostale recimo metode. Ena zelo pomembna pri samem oblikovanju delovnega mesta je seveda za operaterje ergonomija, torej da operaterji, kateri delajo na delovnih mestih, imajo res kar se da vse materiale in tudi pogoje dela omogočene za čim lažje delo. Uveljavljamo tudi samo vodenje dela na delovnih mestih. To pomeni, da so stroji in naprave programirane tako, da delavcu sledijo pri določenih gibih, in kot vidite tukaj na tej sliki, tudi fizično vodijo s tekstom, kaj je naslednji korak. Tukaj še nekaj primerov, kjer imamo večje produkte, kjer si tudi pomagamo z določenimi pripravami za lažje transportiranje materiala. Je zanimivo, boste morali, tisti, ki še ni tega probal, mora poskusiti, kako je tukaj, to se fajn malo poigrati. Seveda, da pa to nekako zadostimo, pa da proces držimo pod nadzorom in da delovna mesta pripravimo do te mere, da so ustrezna za operaterje, ravno tako za delo, z vidika varnosti, z vidika lin, imamo za ta namen standardiziran nek postopek, mi temu rečemo nek prevzem procesa. Pred mano tukaj vidite neko enostavno checklisto, kjer ekipa, katera pripravlja delovna mesta, morajo skozi to checklisto preveriti, ali so pogoji, točke, katere so opisane, tudi dejansko realizirane, in v primeru, če niso, se dogovorijo za nadaljnje ukrepe in dodelitve nalog. Da pa to ne ostane vse na nivoju teh ekip, seveda to na koncu preverijo tudi vodje oddelkov in z potrditvijo, da se strinjajo, da je proces dovolj in oprema dovolj dobra za redno proizvodnjo, to tudi potrdijo. Ja, sedaj bi pa vam tukaj rad v tej fazi pokazal dejansko nek praktičen primer, kako so fantje pri nas zaradi situacije, ki smo jo pač ne samo mi, tudi vsi imeli zaradi te pandemije. Imeli smo okrnjena možnost potovanja, ampak seveda to ni razlog, da se pač proizvodnja ustavi, da se delo ustavi. In tukaj vam bom jaz sedaj pokazal en video posnetek, ki so ga posneli naši kolegi, ko so prevzemali stroj oziroma predprevzemali stroj za prodajo našemu matičnemu podjetju v Nemčiji. Malo bo potreba počakati, ampak mislim, da bo. Mitja, ti bom sporočil, ko se bo zalaufalo, če imamo tudi zvok, to sva včeraj testirala, ne?
Ok. Zdaj, zvoka še ni, se play treba dati. Zvoka ni, tudi nisi še začel, zdaj bom ne? pa jaz ponovno restartal, ker to sem imel že 1 uro prej, preden se je začelo mogoče je treba samo ponovno Mogoče restartati. šlo iz cache, ja. Aha, zdaj izgleda soba taka, kot je, brez kakršenkoli layoverja, ne? Tako, ja. Eko. Ok, zdaj se postavlja, ne? Zdaj pa samo pogledamo ta video. Bomo uredili, da se bo postavilo. Malo boste videli še moje ročne spretnosti, kako se to operira. Ja, se to ves čas gledamo tule, ne, ker večina ljudi ima, ker si spotlighta, ne, vidimo tebe strani s temi očali, pa kako to gledaš, pa hkrati kaj vidiš ti, evo, super. Zdaj zvoka sicer tule nimamo, video se je zalaufal, zvoka pa nimamo. Bomo probali, bom jaz dal tukaj na mute. Bomo vedeli, če boste slišali, samo da jaz to postavim. 3-minutni filmček, mogoče dobro, da si ga pogledamo. Seveda, kdo bi se vprašal, ne, so rekli, da se te filme lahko direktno rolamo v Zoom, ne, to je res, ne, in tudi temu je to namenjeno, samo pa hoteli točno to pokazati, ne, kako se to vidi skozi HoloLens, pa še vmes imamo še en drug gate oziroma filter, ne, se pravi iz HoloLensa na Teams, pa Teams noter kot šerjenje v Zoom, tako da imamo te 3-4 layerje. Evo, bom jaz zdaj zagnal video, ne vem, kako bo zvokom, ampak mogoče boste slišali. Ne, žal zvoka nimamo. Tako da mogoče ti komentiraš zraven, kaj se dogaja, ker zvoka od videa nimamo. Ja, tukaj fantje se pogovarjajo in ogledujejo pač skupaj. Samo sekunda, ker jaz slišim zvok. Tukaj lahko vidite, kako recimo kolega iz Nemčije pokaže tukaj sodelavcu, tudi direktno nariše v HoloLensih, kam, če lahko prosi pogleda, da si tudi kolega, ki je na oddaljenem dostopu, lahko pobližje ogleda stvar. Tukaj lahko vidite podobno stvar, kot gledate mene, ki prenašam stvari, ki jih dejansko tisti, ki gleda izven očal, tega ne vidi. Seveda, prevzem procesa in postopek kot tak je nekako definiran po nekih predprevzemu opreme, kjer se z nekimi določenimi startnimi kosi to tudi stestira, naredijo prevzem, skupaj naredijo nek kos, sestavijo, preverijo funkcionalnosti stroja. V tem primeru tukaj je čisti primer, kjer recimo z barvnimi senzorji fantje čekirajo pravilno prisotnost samih tesnil. Tukaj lahko vidite recimo simulacijo, kaj se zgodi, če je tesnilo na napačni strani. Tako poteka nekako prevzem celotne sestave, kjer se tiste kose, ki se sestavijo od začetka do konca. Zdaj, če bi slišali, kaj govorite, ona dva se pogovarjata tudi o funkcionalnostih. Tukaj lahko vidite, da ima ta stroj tudi dodatno kontrolo tesnila z kamero. To je kamera, ki je montirana na vrhu in z pritiskom na gumb skenira prisotnost nekega O-ringa, ki je insertiran pred tem delom od spodaj. Fant je lih. Eno vprašanje, Mitja, je mogoče ta video posnetek, ki je dosegljiv, na kakšni spletni strani, pa koliko tazga za pogledati, ali
je čisto V interna bistvu stvar vaša. ni na spletni strani, ker smo ga po prvič povedano ravno Naredili. dobili. Ponavadi tega resno ne snemamo, ko se to dejansko odvija, in smo za ta namen naredili nek simulirani prevzem. Je pa, mislim, da ni težav, če bi se to, Če bi to hodil če kdo pogledati, hoče, da malo pogleda, kako se to uporablja. Ja. Tako. Recimo sedaj, tukaj nekako sestava je končana. Naš sodelavec, ki je na oddaljenem nastopu, je pač rekel, da je zadevo zadovoljen do te mere, da je lahko predprevzem potrjen, in na ta način, kot vidite recimo tukaj, se lahko mogoče z vedkomiselnostjo in uporabo te tehnologije dejansko lahko izvaja določene procese in dela tudi, ko smo imeli recimo težave za samo fizičnim premikom in obiskom na lokaciji med podjetji. Eno vprašanje, Mitja, narediva mogoče mi tisto stvar z Shredderjem, malo pripravljen, sva se včeraj pogovarjala. Ja, seveda. Okay. Bi jaz lahko to na koncu naredimo, Ja, seveda. končno predstavitev? Samo preverjam, ja. In bomo preverili eno tako zadevo. Kot si rekel, ne, mogoče tukaj mi lahko prosim pomagate. Na koncu bom poskusil nekaj dati v tisti, bi rekel, shredder za papir, in mi boste probali pomagati, da bomo skupaj sedaj odkrili to vzrok za nedelovanje. Žal, spet bomo morali ponovno štartati prezentacijo, ampak upam, da bomo nekako prišli do konca. Zdaj recimo lahko tudi vidite, ne, kam je on usmerjen na tej mizi, ki jo vidimo skozi njegov pogled, vidimo tudi kamero, ki snima njega, ne, njega pa vidimo na posnetku v Zoomu noter. Tako da se je treba malo predstavljati te stvari. In več ko je layerjev, bolj je en tak inception level komplikacija, tisti, ki ste gledali mogoče ta film, je kar zanimivo razumeti točno, kaj zdaj gledamo, kaj se kje pojavlja. Več ko nam je zmrznil zdaj tale HoloLens v Teamsih. Hardcore reset mogoče. Mitja, se še slišva? No, zdaj smo ga čisto zgubili. Verjetno bo treba en restart narediti, pa en kolega tudi prihaja noter v sobo. Tako da plan imamo tole zadevo zaključiti, imamo nekaj časa še, ne. Zdaj, kar jaz predlagam, da mogoče par minut se zdajle vzamemo za en break, ne, ker je pač vsem dolg session, da Mitja to se reštarta, tudi pride nazaj v Teams noter s HoloLensi, pa nadaljujemo ta del še praktičen. Tako da si vzamemo par minutk breaka, jaz bom dal en timer, recimo 3 minutke, in se dobimo nazaj, ko reštartamo vse te zadeve.
You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellites. Mitja, samo sporoči mi, ko bojo zadeve nazaj, da mogoče predčasno končam tole odštevanje. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart on fire. Cause I'm not thinking straight. My head's spinning around, I can't see clear no more. What are you waiting for? Love me like you do, la la, love me like you do, like you do, like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Love me like you do, la la, love me like you do, like you do, like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, Vidimo, da se nam je HoloLens postavil nazaj. Kakšno minutko še počakamo, pa bom pa ugasnil jaz glasbo, pa da vidimo, če bo Mitja nazaj. I'll let you set the pace, 'cause I'm not thinking straight. My head's spinning around, I can't see clear no more. Mitja, se slišimo?
Evo, zdaj te vidimo spet, kot je bilo prej, ne? To so ti riziki, ko gremo v živo z tehnologijo na 4 layerjih, ne? Zdaj samo ena stvar nam še manjka, Mitja, tebe nič ne slišimo zdaj, tako da ti bom probal še kle preko Teamsov. Moraš samo poskrbeti, da te tudi slišimo, ker boš govoril, ker trenutno te ne, v Zoomu te nič ne slišimo. Tvojega glasu še ni, tako da nekje si mutan, probi narediti, da te bomo slišali v Zoomu. Vidimo sicer zdaj oboje, vidimo kamero, vidimo PowerPoint v HoloLensu, samo še slišati moramo, upam, da nas ti slišiš, evo. Ja, me slišite? Zdaj pa v redu, zdaj pa v redu. Me dobro slišite? Ja, v redu. Ok, ja. Evo, na začetku sem rekel, da bo lahko težave z kakšno tehnologijo, ampak je pa res, da imam te očala že od 9:30 zjutraj, tako da so mi rekli, da so malo vroča in da se moram malo sladiti, tako da teh 5 minut dejansko so tudi očala rabila. No, super. Ja. Bi pa nadaljeval sedaj naprej še predstavitev do konca in upam, da bo to tudi mogoče vmes, Matej, kar vprašanje, kaj si mislijo naši gledalci zdaj glede uporabe teh očal? Se pravi, tako kot smo imeli ankete pri Mihi, evo še eno vprašanje, številka 3. Anketo smo sprožili, tako da odgovorite, potem pokažemo rezultate in jih bo Mitja komentiral. Nekje na 25% zdajle, bomo tam okrog 40, bom pokazal rezultate. Devetintrideset, 40, tako se mislim, da bistveno se ne bo spremenilo, imamo kar dosti jasno, bom jaz zdaj tole pokazal rezultate, evo, Mitja pa lahko komentiraš. Evo, sem moral pogledati kar za računalnikom, ker tega pa ne vidim na onem ekranu. Ja, super, lepo je vedeti, da razmišljate o uporabi te tehnologije, ker moram reči par komentarjev, kako smo se mi odločili za uporabo le tega, je sekunda. Ja, pa gleda, da res je malo, so očala tudi že malo preveč pregreta, ampak jaz upam, da bo to še zdržalo teh 10-15 minut. Da ta čas povem uporabo teh očal, kot sem že prej napovedal, nismo kaj dosti niti razmišljali. Naši lastniki so to začeli uporabljati že kakšno leto nazaj in kot sem rekel, zadeva ta epidemija oziroma pandemija, ki se nam je zgodila vsem 2 leti nazaj, smo tudi mi dosti hitro se odločili, da bomo te očala dejansko tudi uporabljali. Kot ste videli na tisti predstavitev prej, izzivi, ko smo jih imeli, eni izzivi vsekakor so izzivi, to pomeni, da neke tehnične stvari morajo biti urejene. Ena stvar taka je, da je dobra povezljivost, v tem primeru ta virtualna očala rabijo povezljivost na wireless. Seveda, če te infrastrukture ni, se da očala uporabljati tudi v primeru tako, da se očala logirajo na vsem znano mobilno dostopno točko, tako da moje mnenje tukaj je najbolj pomembno, da se nekako motivira zaposlene oziroma tiste, ki lahko to pri svojem delu to uporabljajo in dejansko ni druge ovire, kot da se to v primeru, kot je bil prikazan prej na videu, to dejansko tudi uporabi. Zdaj, jaz bom še enkrat poskusil ugasniti to predstavitev. Če pa ne bo šlo skozi HoloLens, Mitja, če ne bo šlo skozi HoloLens, pa lahko magari odpreš to na računalniku, pa kar šeraš klasičen način v Zoom noter. Tako.
Kakor sem jaz napisal v chat, zdaj vsem, če imate kakšne vprašanja, kakšne komentarje za Miha ali pa za Mitja, kar noter v chat napište, ali pa še najboljše, mogoče tudi roko dvignem, pa jaz potem vam dam mikrofon, ne, da temu tako rečem, pa kar direktno vprašate. Pravi, verjetno glede uporabe tako digital lina kot recimo teh novih tehnologij, ki zdaj gledamo. Skozi okno lahko vidite, kakšno vreme je pri nas. Prej je bilo še sončno, zdaj malo oblakov je, ampak za petek je super. A to ste nekje čistem pri recepciji, pri vhodu? Ja, tukaj imamo eno sobo, koder je na vhodu recepcije, tako da sem si tukaj nekako postavil to sobo dan za predstavitev. Evo, to se mi je nazaj postavilo, tako da jaz upam, da bomo prišli do konca. Torej, kot sem povedal prej, uporaba samih virtualnih očal, pomembno je samo, da se nekako motivira zaposlene, tisti, ki to potrebujejo pri svojem delu, seveda prinese neke določene stvari, da se to tudi uporabo nauči. V mojem primeru, tukaj, če vam povem, jaz sem to prejšnji vikend sem vzel očalo domov, malo sem se igral, tako da vam lahko danes to prezentiram, tako da to dejansko tudi pove, da stvar vseeno ni tako komplicirana, samo da je želja in da je želja tudi po rasti in poznavanju novih tehnologij. Zdaj, dodatno, kar je mogoče za povedati pri lean proizvodnji, ki jo imamo, je tudi ne samo uporaba teh očal, ampak vsekakor tudi digitalizacija in prikazovanje vseh zajetih podatkov, in tukaj lahko tudi mi v podjetju nekako poskušamo zaposlenim in ekipam, ki delujejo po posameznih oddelkih, vse podatke, ki jih zajamemo iz strojev oziroma iz določenih senzorjev na strojih, tudi nekako prikažemo za lažje analiziranje v nadaljnjem proizvodnih procesov. Tukaj je samo primer, kako recimo lahko sledimo produktivnosti, sledimo okvaram, torej stroj delovnem mestu, kjer se lahko tudi na to ekipe predebatirajo, kje so bile največje razlogi in kaj bojo nadaljne aktivnosti, da se to zmanjša, ter seveda tudi izmetu, ki se ga jasno prikaže tudi ne samo v količini, ampak v denarju. Zdaj tukaj sem imel namen mogoče pokazati še en video, kako smo reševali, ampak po pravici ne vem, ali bo to sedaj šlo skozi, bom mogoče ga dal na share na linku preko Teamsov ali preko Zooma, bi pa mogoče lahko to sedaj naredili, kot sem prej, ko so govorila Matej, da mi mogoče pomagate, ker imam težavo in da vidimo. En tak scenarij bom jaz zdaj malo vode naredil. Se pravi, zdaj kakšen si bom mislil, zakaj zdaj skozi 3 gledamo, skozi 3D v HoloLensu gledamo PowerPointe pa filme, ker to lahko tudi na ekranu, kaj je zdaj klene. Zato, ker v filmu noter smo pogledali, kje pride res do izraza ta HoloLens, ta 3D, smo videli, da v bistvu, ko nadaljavo nekdo dobi od EBM Pubsta neke stvari, pa jih mora sestaviti skupaj, zdaj lahko to proba sam, pa naredi kakšno napako, lahko je telefonski zraven linija, pa proba, najlepše pa seveda, da vidimo, kaj vidi tisti, ki je prevzel naš produkt. In zdaj bomo nekaj talega probali zaigrati. In zdaj recimo, da je Mitja zdaj tukaj ponosni novi uporabnik enega šrederja, recimo pa, da jaz pa delam te šrederje. In njemu ta šreder ne dela, on bi šel vred to, in zdaj jaz vidim, kaj on gleda. In seveda prvič se bo s tem srečil in ne dela. In zdaj on tle neki noter tlači, neki gumbe pritiska in nič ne dela. In jaz rečem, gospod Gnezda, dajte še enkrat pogledati v ta šreder, upam, da se vidi. Male del, ja. Jaz bi recimo ena stvar predlagal, recimo, da vključite tale šreder v elektriko, bo mogoče malo pomagalo.
hvala lepa. Evo, zdaj upam, da bo to delali, ne? Tako. To je bilo seveda zdaj malo zaigrano, ne? Za primer, ampak tako, ne? On je imel en kos ene opreme, ne? Ni še navajen tega, jaz sem pa proizvajalca, pa technical support, pa karkoli, ne? In sem takoj videl, kje je problem, ne? Seveda ni bilo vtaknjeno v elektriko, ne? Seveda imamo lahko bistveno bolj kompleksne stvari, kar se je prej tam v videu videla. In tukaj pride do izraza in potem lahko vsak pri sebi razmisli, kako se take stvari lahko uporabi, ne? Da nekomu nadaljavo pomagaš, ne? Evo, imamo pa že eno vprašanje, Mitja, mogoče lahko že kar vzamemo vprašanje. Od Nejca, sicer je napisal, pa bomo vseeno probali takole ga kar Nejcu dati asto unmute, pa mogoče še celo ja, kamere nima. Mogoče Nejc kar direktno vprašate, če imate mikrofon. Že se slišimo? Vse slišimo, ja, kar Evo, direktno lahko super, vprašate. sem da tole ugasnem tlele. V glavnem, zanima me, koliko je bil kakšen ROI projekta, ker vemo, da pač ROI je vseeno pomemben za dokazovanje lastnikom, a ne. In zdaj razumem, da je bilo diktirana uporaba tehnologije s strani mame, ampak mogoče vseeno, če lahko pač se kaj da kakšna informacija, ocena ROI-ja. Mitja, smo slišali vprašanje? Mitja? Ja, se slišimo? A si vprašanje slišal zdajle? Se slišimo? Ja, zdaj upam, da ti ne slišiš. Se slišimo? Ja, mi te slišimo, zdaj pa ne vem, če ti ne. Ja, slišim. Ok, a si mogoče slišal vprašanje od Nejca Žafrana? Sem slišal vprašanje, ja. No, evo, pa kar. V glavnem, kot si rekel, ROI absolutno so bili narejeni. Zdaj tukaj jaz nimam predstavljene same kalkulacije, kako je to narejeno. Jaz bom to rekel, da je recimo primer tak komplet, kot ga imam jaz sedaj na sebi, bom jaz kar v številkah govoril, stane ranga 4500 evrov plus mogoče za taki umestniki za Teams so, zdaj ne vem točno, koliko so to letne licence, ampak tukaj ne govorimo o nekih velikih denarjih. Sploh, če lahko rečemo, da si s to tehnologijo nekako pomagamo, kar smo si mi pomagali pri oddaljenih dostopih, recimo servisiranje iz tujine. Predstavljajte si, imamo nek poseg, ki ga sami ne znamo takoj dobro odkriti in pride potreba po servisu na oddaljen dostop. Zdaj, upam, da sem vam lahko pokazal, da ta tehnologija je lahko pripomoček, da tisti, ki je na drugi strani, lahko vidi in tudi interaktivno sodeluje z osebo, ki je na strani, recimo je bila pri nas. In sam poseg, če gremo v, to pomeni, pokličemo serviserja, serviser rabi, da gre na pot, zastoj, takrat, če začnemo štopati zastoj. Če je to recimo serviser iz tujine, recimo bom rekel Milano, Italija, je 5-6 ur, da serviser pride k nam, od takrat se dejansko zastoj začne reševati in če si lahko z uporabo teh očal pomagamo pri odpravi zastoja, da ta servisni support vidi bolj v živo in da nam to uspe, so to tisti stroški in pridobljen čas, ki ga pač skozi realizacijo proizvodnje hitro pokrijemo. Ok, če mogoče dava še na tem primeru, bolj enostavno, ko sva ga dala za tem shredderjem, recimo, da je to bolj kompleksna zadeva in seveda Miti to ni delal, ne. Zdaj lahko bi si izmenjala par mailov, pa vmes bilo malo čakanja in zadeva bi se uredila v parih urah. Mogoče bi lahko tudi prek telefona, pa bi malo dlje trajalo, ne. Ali sem pa jaz takoj videl, pa sem mu povedal, ne. Zdaj druga zadeva pa je, če mogoče ne bi brez tega mogli rešiti, bi se pa mogel mogoče jaz zapeljati kot serviser, ne, v Cerknico, če se ne motim, in potem ta shredder pogledati, tako sem pa mu lahko pomagal nadaljavo. Seveda ne gre to v vseh primerih, ampak recimo, da take stvari nadomešča, kar pomeni hitrejši nazaj zagon, uptime, pa manj časa reševanja, ker imamo boljšo sliko in pomoč nadaljavo. Ok, super, hvala lepa Nejcu za vprašanje. Imamo še kakšno vprašanje s strani publike, kakšen komentar? Dvajset minut, sicer imamo še časa, tako po agendi. Lahko tudi prej zaključimo, ampak po moje bo še kakšna zadeva, kakšno vprašanje, kakšen komentar prišel vmes.
Gorazd Rakovec, po mojem, se je javil, da bo nekaj vprašal. Evo, kar. A se slišimo? Vse slišimo, vse vidimo, tako da kar. Ja, no, Slišimo. lepo. Me veseli, da je nekaj časa. Jaz sem se že malo pripravljal, da bi se kaj oglasil, med tem nimam. Jaz se, kolikor me nekateri tudi poznate, že ukvarjam pa z smart proizvodnjo oziroma industrijo 4.0. Tako da tukaj bi rad poudaril oziroma pozoril na to dejstvo, da se ta industrija 4.0 zaostrava z uvajanjem v Sloveniji. Zdaj nekam Bog slabše. Kje imamo neko interferenco? Recimo, da se razčistijo te relacije lean pa smart proizvodnja pa lean proizvodnja, predvsem zavira razvoj te četrte industrijske revolucije, predvsem ta strategija leanovska, uvedi najprej lean, potem boš pa lahko začel s četrto revolucijo, kar seveda ne drži, to je dejstvo. Bom povedal, zakaj ne. Namreč treba je biti realen, da vsaka firma, ki posluje recimo z dobičkom, da je urejena do določenega nivoja, ni nujno to, da je lean, ampak funkcionira. In brez, če ne bi bila urejena, ne bi mogla poslovati in delati dobička. In nobenega razloga ni, da ne bi štartala z revolucijo. Lahko se pa ta tudi smart uvede, oziroma lean uvede tudi vzporedno. Ni nujno, da se ga prej, ker to se pravi vsaka firma, ki deluje, je urejena, lahko je bolj vitka ali manj vitka, to se pravi prostora za lean svetovalce izmeraj dovolj, da lahko nadgrajujejo. In lahko se štarta tudi vzporedno, namreč smart industrija se štarta v prodaji, z individualizacijo izdelkov, pa potem gre v razvoj. Večina lean metod je v proizvodnji, tako da v proizvodnji se lahko smart oziroma lean razvija brez problema, ko je, tudi če je štartal istočasno z smartom, ker je smart začel v prodaji, in takrat lahko lean nemoteno dela svoje metode, večino svojih metod v proizvodnji, ker proizvodnja še ni prišla na vrsto. Je res, da obe metode zahtevata polno prisotnost vodstva, to se pravi, v proizvodnji mora biti nujno kompletno vodstvo proizvodnje, pa direktor proizvodnje prisotni, tako na leanu kot pri smartu, zato se pa obeh metod pa istočasno ne more izvajati, to je pa dejstvo. Ker bi bilo preveč, enostavno, vodstvo eno samo, metode so dve izjemno zahtevne in kompleksne in to 2 litra vode v 1 liter steklenico ne gre. Če gremo to nalivati, bo šlo 1 liter v prazno v vsakem slučaju. In zato si treba samo dogovoriti in organizirati, da se ta lean in smart lepo v tovarni izvede, lahko tudi vzporedno in istočasno, in vsi lepo pač delamo in seveda lepo se dogovorimo in uskladimo. To je recimo moj predlog pri tej lean zadevi. A je še kakšen drug mogoče komentar na to temo? Super, hvala. Mogoče kdo repliko na tole, mogoče Mitja, mogoče celo Miha. Vmes sem jaz ugasnil, se pravi sharing v Teamse, ker pač imamo prost pogovor. In zato tudi niste videli, da je pop-up bil pri Miti, HoloLens is currently too hot, you need to turn it off, tako da se mu prav meni mu javlja, da je prevroče. Tako da bi se mogoče kdo navezal na gospoda Rakovca, kar je bilo povedano, mogoče kakšna replika, kakšen komentar na to. Imamo še 15 minut časa, lahko malo predebatiramo. Mogoče slišite? Slišimo, ja? Super. Zdaj sem pa tudi jaz izvečal ven. Kot si rekel, Matej, si vedel, it's too hot, ker so že od 9:30 na glavi, mogoče bi mogel to pametno tehnologijo tudi uporabiti le določen čas. Tako. Ampak jaz upam samo to, da z moje strani sem poskusil vam pokazati možnosti oziroma neke tehnologije, ki obstajajo. In moje mnenje je, da si lahko
s to tehnologijo pomagamo tudi pri nekih velikih procesih. Sploh kot je bilo pri nas do sedaj, nekako uspešno je ta reševanje, pomoč na daljavo, so pa seveda tudi druge možnosti za naprej, kot učenje, mogoče na daljavo in še kaj, ne. Ja, no, to je bilo zdaj na temo očal še zmeraj, ne, recimo. Tudi ta očala se v proizvodnji lahko uvaja med tem, ko se recimo delajo drugi projekti, ne, tako Lean in Smart principa, ne, tako da hočem reči, da ne smemo biti tako togi in strogi, ne, da moramo biti fleksibilni in prilagodljivi in lahko vse skupaj lepo naredimo istočasno, ali prej ali kasneje, karkoli. Kakšnih posebnih omejitev ni in jih tudi ne bi smeli biti, ker treba je razvijati vse, ne, in industrijo 4 in pa Lean, ne, in to čim bolje in čim več in treba je dobiti en ekosistem oziroma eno organizacijo oziroma nek sistem, po katerem oba sistema, oba razvoja nemoteno lahko potekata vzporedno, istočasno, brez problemov, ne, in to je recimo edina prava pot razvoja, ki nas pelje naprej, ker če bomo mi v Sloveniji zdaj že zamujamo s to industrijo 4.0, mnogo firme sploh še niso štartale, ne, tudi med drugim zaradi tega, ker hočejo najprej mislijo, da morajo najprej Lean uvesti, pa to ni potrebno, ne, in tako naprej. Slovenija se mora čim hitreje razvijati, to je bistveno, tovarne se morajo čim hitreje razvijati in to je, do tega je treba priti, to je treba pač, tako se moramo dogovoriti in organizirati. S tem se verjetno čisto vsi strinjamo, ne? Tako. Evo, še zadnji poziv, komurkoli za kakšen komentar, kakšno vprašanje, da malo predebatiramo, sicer bi pa isto počasi zaključil. Zahvalil bi se tako Mitji kot Mihu za tole prezentacijo, za tole v živo, da smo speljali skozi 3 tehnološke platforme, smo si pogledali ene stvari, kako to pri EBM Pubsu delajo, kaj se vse to da narediti. Imeli smo nekaj komentarjev, malo smo predebatirali, tako da bom zdaj počasi šel v tale zadnji screen sharing. Se pravi, zahvaljujem se vam tudi v imenu organizatorjev, se pravi GSZE, pa sekcija za stalne izboljšave in SRIP. Tako da hvala, ker ste bili z nami. Vidimo se verjetno v podobni postavi, pa upam, da končno res na polno v živo čez 1 leto, ko se bomo rešili, ne, teh nasilo nefizičnih konferenc. Tako da bilo je super, fajn vsebine, fajn pogovori, tako da hvala lepa za udeležbo. In se vidimo naslednje leto. Lep pozdrav. Vsem. Hvala. Hvala, nasvidenje.